In prazniki so pred nami, mnogi si bojo vzeli sedaj fraj, ne, in njihovi domovi bojo praktično zaprti, prazni, morda naše bogatstvo. Naša dota celega življenja v njem. Nepridipravi pa si takrat ne vzamejo fraj, ampak so v akciji in takrat verjetno tudi kakšen telefon pri vas zazvoni. Tukaj se spet lahko vrnemo na tisto, o čemer sva se prej pogovarjala, ne? Kar lahko svetujemo torej širši javnosti. Ne dajati vtisa, da vas ni doma. Pa ne tega deliti na družbenih omrežjih, torej da ste na dopustu, da ste na morju, da ste na potovanju, da ste ne vem kje. Ker s tem olajšate delo nepridipravam. Seveda bo šli rajše v tisto stanovanje odret ali pa v hišo, kjer so že prej preverili, da ni nikogar doma. Ne? In pa torej dati videz nepremičnini, da je obljudena, da imate stikalo, ki se avtomatsko prižge, ko pade mrak, da vam sosed izpraznjuje hišni predalčnik pošte in tako naprej. No, take stvari torej. Razmišljati po, kako se ne izrazim, razmišljati, kako razmišljajo nepridipravi. In tudi svoje domovanje na nek način, kjer tudi vi svetujete, kako in kdaj in zakaj zavarovati. Ne? Zaščititi seveda, obstajajo dobre tehnične rešitve, ki jih več kot svetujem. Torej alarmi, senzori in tako naprej. In ko gremo mi skozi poletje v tuje kraje, v tuje dežele ali pa tudi pri nas doma, se nam lahko zgodi, da smo v nevarnosti tudi mi sami. Če dalje več demonstracij, takih in drugačnih zgredov, nezadovoljstva ali pa pač tudi nepridipravov, morda v lokalih ali kjerkoli že. Nekje sem zasledila, da priporočate, da kot prva pomoč lahko tudi v torbici ali v žepu solzivec. Absolutno je to priporočljivo. Čeprav vse tako, kot jaz gledam, recimo kot preiskovalec ali pa človek, ki je že bil v kakšnih nevarnih situacijah, je potrebno najprej zadevo oziroma situacijo verbalno obvladati in se umakniti. Če pa ni, se pravi, te možnosti, pa seveda uporabo solzivca. Ste že kdaj morali, ste že kdaj bili v situaciji, trenirali ste borilne veščine, kaj ne? Ja, da ste se morali na tak način soočati. Z fizično silo ne, smo pa že uporabljali torej pri svojem delu solzivec, ker je šlo za tako situacijo, da se ni dalo osebe na drugačen način odvrniti. Drugo pa se pravim, potrebno imeti oziroma komunikacijsko stvari obvladati. Jaz mislim, da na pravi način se vse v večini primerov da tudi osebo, ki je zelo razjarjena ali pa v afektu, da obvladati oziroma skomunicirati. Če pa ne, pa potem umik. Če ni možno umik, pa potem silobran. Detektivka Bernarda, kaj vas sicer še zaznamuje, morda pa v privatnem življenju? S tem, da imate radi prijatelje, da greste radi v gost. Tudi styling, kot sem opazila na nekaterih fotografijah. Radi imate čevlje, kaj ne? Zelo rada imam čevlje, rajš ne bom govorila, kako imam v omari. Ja, mislim, ženske stvari, potovanja, seveda, branje knjig, dobra opera, dobra gledališka predstava, zelo uživam v tem. Druženje s prijatelji, odklop. Bi se za ta poklic, ki ga danes opravljate, če bi šli znova na to pot, ponovno odločili, kaj ne? Poklic je zelo zahteven, zahteva res popolnoma celega človeka. Jaz ne moram reči, da ne vem, ob 8 popoldan, ko grem iz pisarne, pa nisem več detektiv, ker je to prežeto s tabo, sploh če želiš res neko dodano vrednost dati. Ampak mislim, da bi se ponovno odločila za to smer, zato ker je toliko možnosti kreacije in toliko možnosti, da sam nekaj razviješ. In to mi je bistvo. Skleniva najino nocojšnjo oddajo. Morda še kar nekaj ste jih nanizali nocoj. Z vašim nasvetom, naukom, mislijo, kot popotnico za naše gledalce. Želim vsakem posamezniku, da res najde tisto iskrico, ki je v njemu in tisto njegovo dodano vrednost, ki jo lahko da svetu nazaj. Ker, veste, vedno je to, dam daš, to se vrti, če daš družbi, ti ona daje nazaj. Po nekem učinku in to mislim, da je pomembno. In to želim vsakem posamezniku, ker jaz lahko rečem, da tekom študija sem se našla
in da sem zelo hvaležna, da lahko upravljam poklic, ki mi je res pisan na kožo, ker vem, da ni to vsakemu dano ali pa da je dano malo ljudem. Hvala za te misli, za to razpredanje, za te ključe, ki ste jih odstrirali nocoj v moji oddaji Pravi ključi. Jaz bi morda dodala še eno vašo misel, ki sem jo zasledila, ne vem, ali na Facebooku ali morda nekje drugje. Kreiraj, ste zapisali. In če že drugemu ne narediš lepega, mu vsaj ne želi slabega in svet bo lepši. Drži, ja. Morda eno z drugim vaša misel in še ta zapisana, ki ste jo tudi povedali. Detektivka Bernarda, želim vam obilo uspehov še naprej na vašem področju vašega dela. V vsej svoji skromnosti ste izjemno velika osebnost. To se odraža v vašem delu, v vašem življenju, v vaših odnosih in naj bodo vzgled mnogim, ki so bili ta večer z nami. Hvala lepa. Iskrena hvala. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala tudi vam, če ste bili nocoj z nami in lahko noč.